procesijo z najsvetejšim štirimi evangeliji. Iz Celjske škofije, iz Župnijske cerkve Svete Eme. Cerkev je bila zgrajena leta 1717. Sestavljajo zvonik, pravokotna ladja s stranskimi kapelami, zakristija in prezbiterij. Glavni oltarji v stranskih kapelah so pozno baročno delo iz okoli leta 1750, druga polovica 15. stoletja, 1463, 1466 pa 1487, to se pravi prva polovica 18. stoletja, 1717 do 1739, druga četrtina 19. stoletja. Orientalna cerkev stoji na griču jugozahodno od naselja Pristave pri Mestinju. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Danes bomo spremljali trenutno z procesijo z najsvetejšim štirimi evangeliji. Dragi bratje in sestre, z župnijskim praznikom je povezano vedno češenje svetega rešnega telesa. To posebej z procesijo z najsvetejšim štirimi evangeliji. Procesija svetega rešnega telesa se v naših krajih posebno starodavna oblika češenja Kristusa. Ne le cerkev in tabernakelj, marveč vse stvarstvo je Božje bivališče. Zaradi novih razmer se je ta oblika češenja danes močno skrčila, ni pa zamrla. Kjer je še v navadi zlasti za veliko noč, praznik rešnega telesa in na župnijski praznik, naj se le ohrani. Z udeležbo na procesiji poleg vere, zahvale in češčenja izražamo tudi pripravljenost hoditi za Kristusom, izpolnjevanju njegovega evangelija, pričevati zanj pred svetom z besedo in življenjem, oznaniti njegov nauk. Redno pred sveto mašo ali po sveti maši je slavnostna procesija s svetim rešnim telesom. Sprevod Kristusa v svetem rešnem telesu po mestu, trgu in vasi. Tu razvije cerkev kar največji sluneni sijaj. Vse svoje vernike povabi k udeležbi, vse stanove, vse starosti, hiše, mimo katerih gre procesija, so veselo ukrašene s preprogami, z mlajčki, vejami in cvetlicami ter lučmi. Tu in tam se dviga v nebo visoki mlaj in tu in tam se pne čez cesto ponosen slavlok. Mašnik spremljan od še druge duhovčine nese najsvetejše pod slavnostnim nebom, ovenčani v ovenčani moštranci. Pred nebom dolgo vrsta ljudstva, za banderi, za nebom dolga vrsta ljudstva, mož in žena. Z molitvijo. Pobožno petje se menjava z glasno molitvijo. Na 4 krajih procesijske poti so postavljene znamenja, oltarji. Tu se procesija ustavi, se odpojo začetki 4 evangelijev in se po kratkih molitvah za odvrnitev časnih nesreč podeli blagoslov z najsvetejšim. Zakaj ti začetki 4 evangelijev? Zato, da se spomnimo, da vsi 4 evangelisti pričajo o resničnosti naše vere, zlasti vere v Kristusa, v presvetem sakramentu pričujočega. V tej veri cerkev z zaupanjem prosi varstva za svoje otroke in jih blagoslovi z najsvetejšim, trdno prepričana, da jih tudi Kristus obilno blagoslavlja za čas in za večnost. Kako slovesno je vse to, kako ganljivo je, celo brezveren mož pravi o procesiji svojega rešnega telesa tole. Nikoli nisem gledal dolge vrste duhovnikov v častivih oblekah, tiste množice, ki gre pred njimi in za njimi. Nikoli nisem gledal tega, da ne bi bil ganjen, in nikoli nisem poslušal svečanega petja duhovnikov, katerim je z nadušenjem opevala brezštevilna množica mož, žena, deklet, otrok. Nikoli nisem poslušal tega, da se ne bi pretresla vsa notranjost mojega srca, da se ne bi celo moje bitje potopilo v verska čustva in se ne bi v mojih očeh prikradla solza.
Dragi, ne vemo, da je Jezus, ne vemo predobro, da je pri Jezusu tabernaklo vsa tolažba in vsa tolažba življenja. Jezus nas vabi, pridite ven vsi, kateri se trudite in ste oteženi, jaz vas bom poživil. Ne vedo, da je sveta maša, kar velja smrt Gospodova na križu, isto veljavno. Ne vedo, da brez združevanja s Kristusom sveta vhilo ni življenja z našim Bogom. Amen. Če bodo šli procesi, če ne bo. Yeah.
Iz svetega Evangelija po Janezu. Isti čas je Jezus rekel svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, potrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko, in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega učita in ostajam v njegovi ljubezni. Kristosov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, z upanjem se obrnimo k Jezusu, ki je pričajoč med nami pod podobo kruha, in ga prosimo. Kristus, živi kruh iz nebes, tvoj duh naj navdihuje in podpira papeža, škofe, duhovnike in druge odgovorne pri oznavanju evangelija. Prosimo te, usliši nas. Kristus, kruh življenja, podpiraj vse, ki se trudijo, da bi mlademu rodu prizgojili prave vrednote. Prosimo te, usliši nas. Kristus, slavljen pod podobo kruha in vina, daj vsem vernim odprto srce, da bodo pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Prosimo te, usliši nas. Kristus, češčen v najsvetejšem sakramentu, pomagaj nam, da bomo svojim življenjem širili Božje kraljestvo. Prosimo te, usliši nas. S
Spomni se, Gospod, svoje cirkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo svoje ljubezni in rešijo vsega hudega. Da te bo hvalila in slavila zdaj in vekomaj. Amen. Nebeški blagoslov naj varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Gospod z vami. I s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, če me kdo ljubi, so bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med vami. To lažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišal, če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, Kristus nam daje svoj mir. Polni hvaležnosti ga počastimo in zaupno prosimo. Gospod, v tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Svojo močjo podpiraj se, ki se trudijo za mir na svetu. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prišel si na svet, da bi ljubezen zmagovala nad sovraštvom. Bodi blizu vsem, ki trpijo zaradi pomankanja ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Gospod, oznanjal si Božjo ljubezen do vseh ljudi, zbudi čut za dostojanstvo sleherne osebe, tudi pri tistih, ki človekovih pravic ne spoštujejo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, za nas si šel trpljenje in smrt, privedi na pot spoznanja resnice in iskrenega kesanja vse, ki obteženi z grehom ne najdejo pravega miru. Prosimo te, usliši nas. Gospod, na križu si molil za svoje sovražnike. Usmiljeno se ozri na tiste, ki ne znajo odpuščati, in jim odpri srce za resnično spravo. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, hvala ti za mir, ki nam ga daješ zdaj in vekomaj.
Nebeški blagoslov naj varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gremo štirko. Smo. Če malo prestali, ono ne može. Gospod z vami. In svojim duhom. Iz Svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka. Poglejte vrane, ne sejejo in ne žanjejo, nimajo ne shrambe, ne žitnice, in vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi. Kdor izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati življenje za en sam komolec. Če torej ne zmorete niti take malenkosti, kaj ste v skrbeh za vse drugo? Poglejte lilije, kako rastejo, ne delajo in ne predejo, toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. Če pa travo na polju, ki danes raste in jo jutri vržejo proč, Bog tako oblači
koliko bolj po vas maloverni. Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte si s tem skrbi. Po vsem tem namreč povprašujejo pogani tega sveta. Vaš oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Ne bojte se, mala čreda. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, nebeški Oče ve, česar potrebujemo. Obrnimo se na njega in ga prosimo. Stvarnik nebes in zemlje, pridružujemo se hvalnici, ki ti jo poje stvarstvo. Prosimo te, blagoslovi naše travnike in gozdove, polja in vinograde, da bodo bogato obrodili. Prosimo te, usliši nas. Bog vsega stvarstva, tvoja modrost nas vodi. Prosimo te, blagoslovi naše delo v tovarnah, rudnikih in delavnicah in nas varuj pred nezgodami. Prosimo te, usliši nas. Gospodar nebes in zemlje, tebi so pokorne naravne sile. Prosimo te, varuj naše kraje pred točo, pozibom, sušo, povodnjo, potresom in drugimi nesrečami. Prosimo te, usliši nas. Neskončni Bog, nebesa in zemlja so polna tvoje slave. Pomagaj nam, da bomo cenili sadove zemlje in varovali lepoto narave. Prosimo te, usliši nas. Bog naš Oče, vse, kar nas obdaje, je znamenje tvoje ljubezni. Hvala ti za vse, kar nam v svoji dobroti daje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Nižno tukaj pokleknimo in z vernim srcem počastimo nebeškega zveličaja. Podobi kruha je pred nami, podobi z metimi željami. Hvaležno si molili ga, hvaležno si molili ga. Nebeški blagoslov naj varuje in ohranja naš kraj, našo domovino ter sadove zemlje, v imenu Očeta in Sina
Sina i Svitega Duha.